Najbolj čudna stvar mi je bila, ker mi je enkrat nekdo rekel, ne imam cel dan bele štumfke, pa pač kjerkoli hodam in da bo on mene sezul in da bo on vzel štumfke. Koliko so tebi takrat ponujali? 200 evrov ali pa 400, 500 evrov za žabe? Ne vem, tako, pa si jaz predstavljam, kaj nekdo dela s temi žabami. Ne si to predstavljati. Slikala si bom stopalca in imela bom 300 evrov. A lahko enkrat razpucamo, a je tako easy, kad si ga grem jutr odprt. Ti sam daš sliko gor in je stvar zaključena, ampak ni, ne? A veš, se moraš ful tipkati, ful se moraš pogovarjati. Fakt to ne bo za me, jaz pol tako bi 3 dni pustila, pa bilo ja, pak, moram še odpisati. Ti moraš vedeti, da ti država pobere svoje, OnlyFans ti pobere svoje, pa da ti potem še nekdo posrednik pobere svoje, koliko ti ostane. Ampak moram eno stvar vprašati, Ja. a je vredno? Tisti dnevi v mesecu. Ej, ja, katero kamero mahaš, da bo tebe pokazal. Ne, če bo tebe pokazal. Ja! V 2 letih pa pol smo pozniki. Zmer reče narobno in pol zmer maham jaz tja v svojo kamero, dajo pa iz tam in pol jaz gledam stran, tako da. V glavnem, danes je z nami Lara Zanč ni zrihtala gosta, Ja. tako da je pač bila Lara gostja. In danes si je pa uspelo. Bravo, Lara, čestitke. In gost je tudi Lara. Ja, wow. To drugač blodinko kar zmede, ne? A ne? Ja, se zgodi. Danes smo sploh tak dan, da me marsikaj zmede. Očitno je nekaj v zraku. Polna luna bo. Je važno, da je prišla. Polna luna. Predstavijo. Hvala, da si prišla. Ja, z nami je danes Lara Goršak-Kos. Mogoče jo poznate že iz različnih reality šovov. Bila si na kmetiji, oziroma v kmetiji, in pa v Sanskem moškem. Tudi ja. A si bila še kje? Se ne vem. Mačken sem bila v slovenskem baru, zelo mačken, ampak res malo sem bila v srbskem baru. A tudi, Pa okej. smo imeli še pogovorne oddaje po kmetiji. To je bilo meni ful zabavno se kregati o tem, kaj drugi delajo, ker ti na to nimaš nobenega vpliva. Jaz se tako pri mi na kavču delamo. Ja, lahko upravljaš do nezavesti, ampak koristi pa ne bo, ne? Lara, v bistvu smo Lara te tudi glavna poklicali tema, ja. še zaradi pač v bistvu nekako tvoje te zgodbe, zakaj si tudi začela, bila si ena od prvih, ki si imela tle v Sloveniji OnlyFans, ki si tudi v bistvu govorila o tem, da ti ni bilo panike pač povedati. Ja, tudi, ker nam se enkrat prišel Denis Avdićev in meni je bilo tako zelo všeč, kako si odkrito pa realno povedala, tako kot je, glede nekaterih stvari, brez nekega ovinkarjenja. Je pa mogoče, da takrat nismo niti slišali, zakaj imaš to, mislim, tako način, pa si, ne, zakaj si se odločila za to, zakaj še vedno pri tem ustrajaš, ti imaš pač, ne vem, folk, ne vem, če ve, imaš partnerja, ne? Res je? Koliko časa zdaj že? 4 leta. Zdaj smo malo nazaj, smo imeli obletnico. Lepo čestitam. Tako da ja, so razlogi, zakaj ti to počneš, pa bi se mogoče pač malo dotaknili čez tega, ker se mi zdi, da se OnlyFans ali se ga promovira ful negativno ali pa ful se proba pozitivno v tem smislu, da je to top in da ful na lahek način prideš do denarja in da je to primerno za vse. In potem to gledajo, dajmo reči, punce stare 10, 11, 12, 15, zaradi mene 35 in pač gor let. In zdaj mogoče, da poveš ti neke pluse, minuse, pasti, zakaj ti še vedno ustrajaš, zakaj si se sploh odločila, kaj je tebi bil ta zagon oziroma povod, kaj te pač drži, da ustrajaš. Če se ti mogoče ne bi več ponovila v tem času, ko si gor, če si imela kako tako izkušnjo to, kaj smo se še menile, da te bomo izprašale? Kako to povezuješ v bistvu s svojim življenjem? Ja, no, pač na ta še drugi del. Kako ti to pomaga oziroma a ti gre kaj narobe kdaj? Zaradi tega. Ja. Pa še oprosti, Lara, hvala, se boš takoj povedala, ampak jaz se moram obregan danes v Larino, to desno Larino Meni je obleko. ful cute. Ne, Lara je, poglejte jo, prosim, kamera, če jo pokaže, Lara je totalno luškana. Si vedno luškana, drugače. Snagli je. Drugače, bi bila danes, ne znam, če bi se kao mama, pa hčer, danes bi bila po obleki, lahko ti mama, pa jaz hčer. Je rekla in si popravila Ja, krivo. kaj narobe z mojim outfitom? Nič, samo, veste, zanč, ko smo gibali, kdo je Marjan, če je Marjan v njenem življenju. Zanč je bila oblečena tako, kot da išče Marjana. Jaz sem rekla, da ne iščem drugače. Ja, dobro, se vem, da je nekaj bilo zitke. Ampak poglejte jo danes, a si že našla Marjana, pa da ima zdaj te nuno cote gor, ali? Ne, sem tam se počutila tako oblečena Veš, in tam ko? video, zadnjič sem bila to v trgovini, sem tako, oh my god, to moram imeti. Zelo je luška, Nisem to kupila, samo zdaj mi je res vroče, ampak ne, še vedno sem samska, Marjan oziroma Urška, kakorkoli hočeš, je v redu in to je to. Zdaj pa pojmo na drugo Laro. Ja, se je svoja.
To je to. Ja, nič, kera bo začela, Lara? Ti si rekla, da boš začela sprašovati, tebe zanimalo ful stvari. Ja, ti si zdaj v bistvu rekla, ne vem, kaj vse mora ona... Ja, zdaj smo nekje začeli. Vprašanje, da bo Ampak ja. lahko Mene v odgovarjala. bistvu zanima, kako si sploh začela z OnlyFansom? Ena izmed prvih si bila v Sloveniji. A ti je to kdo predstavil, oziroma kako se je sploh začela ta tvoja zgodba z OnlyFansom? To smo v bistvu videla z enim kolegom, ki smo ful pluvali OnlyFans. Pač tako smo bila zleknjena na kavču in sva gledala Instagrama, ne? In gledava in se meni pokaže en dec, pač en moški, sebi bil lep in vse, ampak kako on promovira sebe na OnlyFansu, pa svojo partnerko, pa pač še druge zraven. In smo mi ful tako, fak, stari, pa kako lahko to folk počne, pa nimam benga sramu, kva pa družina, pa bla, bla, bla. Ja. No, in ni tega 3 tedne, ko sem jaz ugotovila, da pa pač takrat sem bila brezzaposlena, tudi sem bila na socialni, zaradi tega, ker sem imela eno krizo, tako življenjsko, depresivno, bla, 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 pač iz šihta me je rešilc odpeljal in sem se mogla sestaviti in sem imela denarno krizo, ampak konji pa pač so rabili svojo oskrbo. In sem... Mogoče sem, da za ljudi, ki ne ve, ti imaš kmetijo, a ne? Ranč. Ranč. Imam veliko živali. No, se to, Koliko kost si rekla prej? 15. 15. 15 kost, 3 govede, 7 konjev, veliko majhnih pšančkov, večjih pšančkov in velikih kur. Tako. In tisto, ko si rekla, oprosti, zdaj nadaljuje, da si rabila denar za konje, da bojo razumeli, ne pač za živalce nafutrata, ne? Tako je. V bistvu ne toliko za nafutrat, kot samo za oskrbo, ker imam enega konja, ki sem ga dubla za ston, ampak ta konj je mene stal največ možen, ker je prišel k meni pri 6 letih v bistvu invaliden. Samo. Ja, zdaj. A ja, sem mislila, že. Zajmo nazaj. Počas če rečeš, prej pol ne kihne človek. Ja. Ja, V glavnem, jaz imam njega v bistvu že 6-7 let samo zato, da ga futram in da ga skrbim za njega. In smo ugotovili, da on rab osteopatijo. Osteopatija, veste kaj je? A ta zaradi kosti ali kaj? Ja, zaradi kosti pa kit je bil toliko zategen pri 6 letih, morate vedeti, da konji do 8 leta se razvijajo. V bistvu je on prišel, kada je prišel k meni, ne vem, 16-letni otrok, čist poškodovan toliko, da ga še nisem jahala in ga po moje tudi nikoli ne bom, ker ga imam samo zato, da ga rihtam in ohranjam pri temu, da ga ne boli. In jaz sem bila takrat tako, ne smem klet, ampak ja, a veš, ja. a veš, pizda, kje naj zdaj denar dobim, ne? A že ga ne moram dati stran. Zaradi tega, ker če ga dam stran, ali ga bo dal eno salame, ali ga bo pa toliko cajta teral, da bo konj dol padel in bo šel palo salame. In sem hotela njega obdržati, ampak na nek način, da se ne vrnem nazaj v službo, ker vem, da psihično takrat, če nisem bila pripravljena toliko delati z ljudmi in biti v stiku z ljudmi, recimo, res sem se ful umaknila zaradi pač takratne situacije. Kaj pa si delala prej? Sorry. Ja, mene v so to gostinskem zanimalo. lokalu. Dolgo leta. In smo imeli kar nekaj grdih cen, kar po moje to je v Sloveniji dost pogosta praksa, ampak punce ne govorijo o tem, ker pri nas je pa to normalno, ne. Jaz sem tudi delala lokalu, tako da mogoče bom štekala. Ja, a veš, pri nas v lokalu, ne, sploh bolj vaškem, je normalno, če dec malo žensko prime, pa malo za juške, pa če oblaja iz vseh koncev, kakorkoli. In potem, ker jaz sem gajstna, a veš, povem nazaj, se pa pol so se začele tudi grožnje, pa tako naprej. V glavnem, ful ni bilo v redu. A te zaradi tega rešilc odpeljal, je karkoli bilo? To je bila pika na i takrat. Res? Tis je bil kar... Začel se je ful dober dan, pa 3 ure potem, ko sem bila na šihtu, me je pa odnesel. Psiha ali tako fizično? Psiha, ja. Psiha. Telo je bilo v redu, ampak telo me je pa izdal. Glava mi je delala, ampak... Strah pred grožnjami in tako? Ja, pa pritiski, ja veš, ko imaš skozi neki, skozi hočejo neki od tebe. Takrat nisem imela OnlyFansa nič, ampak vedno, kakor nisem folko dala to, kar je hotel, so se spravili name, ali da bojo kakšni živali doma naredili, ker smo bili, a veš, vsi smo živeli v istih koncih, ja, pa da vejo, kje živim, pa tako, a ne? Ali da me bojo kje počakali. In se tako, a veš, ko so kapelca in ko se ena sesuje, se vse sesuje. Ne sem se takrat čist sesula. Telo mi ni delo, jaz sem se toliko tresla, da so mi mogli dati cuno med zobe, mislim krpo med zobe, da si ne bi zob polomila. Ampak glava mi pa delala, v glavi sem se vse zavedala, ampak telo pa z mezincem nisem mogla premakniti. To mi je bilo najbolj grozen. Nisem hotela nazaj več med folk delati. A veš, tudi če greš ti v tovarno delati ali pa v trgovino,
Ali pa nekam posod je stik z ljudmi, a ne? No in takrat sem si jaz rekla, če jaz hočem tega kojna obdržati, ker mi pač Pomeni? vsak konj ful pomen, da jih imam že 7, pa jih še kar ne zmanjšam. Ja, valjda. In sem mu hotela pač priskrbeti dobro oskrbo in sem rekla, nič, da grem pa jaz na OnlyFans. In pol mi je bilo ful neroden, glih zaradi besed na začetku, ko sem ji rekla, pa sem prvo vprašala najboljšo prijateljico, pa ko, ja, valjda, pa jih daš izkoristila telo, če ne zdaj, sej pokažeš to, kar hočeš, a veš, se ne rabiš vse pokazati, se lahko sam nagice prodajaš, a ne? No, pa prav prestrašeno, tako še do mami, a veš, pa ti misliš, isti odgovor. In pa še doma so v redu s tem. Ja, fotor ne glih, no. Aha, ok, mami. Mami je rekla, lej, sem po pamet. Saj kako, zaenkrat se tega še držim. In pa sem šla še do nane, do moje babi. Ja, tako, ja, kaj pa ti še čakaš? Ja, sej bom, nana, kar počas. Zanimivo. Moderno Ker jaz bi babi... Mene bi zavil z kože. Jaz sem si naredila tak mehen tatu sončka, čez poletje, ne bati, no, kaj to, stari ne stara, no. Ampak okej, ja, in si jaz rekel, ja. Tak je bil fizičen odziv, vse mogoče ima v mislih kaj drugače. Ne moreš vedeti, kaj si človek zares mislil, ampak meni je bila ta podpora dost. No in jaz sem se takrat glih s tem kolegom tudi odločila, da boš pa ti mene fotko, ker jaz pa tebi zaupam, ne? In vem, da ne boš šel čez mejo, vem, da ne boš naredil nekaj, kar jaz nočem in da tudi, če boš hotel kaj narediti, da boš prej vprašal. No in sem tako začela z njim fotkati in se pa nekako kar sprostila, ker sem gotovila, da jaz ničesar ne rabam zares pokazati. In jaz od takrat še nisem pokazala zares intimnih delov. Načeloma je vse pokrit ali je pa pofotkan ali pa posneman tako, da se nič ne vidi. Ker prodajaš domišljijo, ne? Ti, če hočeš sam slike ali pa videe, samo googlaš, pa imaš vse, ne? Ampak se zakriješ, a se zakriješ tako z oblačili, s kopalkami, ne vem, s spodnjim perilom, ali z rokami, ali tako, Najbrž odvisen. ne vem. Kaj pa tvoja Plače. domišljija prav? Ja. Samo zanima me, kako se pač lotaš tega, veš, da ne pokažeš preveč, oziroma kje ti je bila tebi tista meja, ne vem, ker recimo pri enemu bi bilo že ni bili sporno. To no way, ene recimo bi pokazale, pa jim to tudi ne bi bilo taka reč. Eni bi pokazali, tako kot v filmih, recimo, ko se igralke prijavljajo za neko vlogo, imajo napisano v pogodbi, ne vem, lahko pokaže samo od strani, kao ta side boob varianta, ene dovolijo, da se pojavi cela njihova rit, recimo, v kadru, pa jim to tudi ni sporno na ta način, veš, tako me zanima. Če imaš ti si tudi, ne vem, na začetku napisala, ali pa ne napisala, pač odločila, ne vem, okej, to mi je, ali si šla pač po feelingu? Jaz sem se na začetku odločila, da dokler bo šlo, pa upam, da bo šlo tako do konca, da ne rabim pokazati najbolj intimnih delov. Okay. In zdaj ne bom rekla spet, da se to ne bo nikoli naredil, ne, ker enkrat sem se fejs tega zračenega kruha najedla, ampak ni mi plan vse pokazati, ker ti enkrat vse pokažeš, zgubaš tisti čar pričakovanja in zanimanja in domišljije. Ker ti, ko vse vidiš, veš, kaj je not, ne? To so tako kot praline, veš. Ja. Pač, ti, če vidiš, kaj je noter, ti ne bo tako zanimiv zagrist vanjo. Ker pač mogoče je pa not slana karamela, pač rekel, pač mogoče bo pa not, ne vem, Vprosti, koliko časa imaš OnlyFans? 5 let, malo več kot 5 let. Se pravi, ti v 5 letih zdaj nisi nikoli šla, bom rekla, preko sebe in se slikala ali pokazala kaj, ker se pravi intimnih delov, ker bi ti bilo neprijetno. Ne, ker bi mi bilo neprijetno, ampak ker sem to dala kot mojo. Meni ni neprijetno biti gola. Aha, okej. Ni mi neprijetno, ne vem, biti na plaži, okej, ne zdaj tam v sred Portoroža, ne, ampak nek na plaži bolj na samem, brez vsega, pa se pač sončati. Meni to ni bed. Meni Ampak recimo jaz tudi to nočem ni bed. pokazati. Sam bi mi bilo pa bed se dati na internet. Mislim, da lahko to folk, tudi če plača, vidi, ne vem. Ja, jaz sem imela takrat res krizo, pa sem malo požrla svoja prepričanja. Štegam. Ampak ni mi pa žal zdaj. Koliko pa moraš, mislim, recimo ti od OnlyFansa nekako, če prav razumem, živiš, da pokriješ ranč in da imaš nekako normalno življenje. Tako je. Jaz to tako razumem. O številkah najbrž ne bomo govorili, najbrž nočeš, no, razumem. Ampak koliko pa moraš, recimo, dati objav ven, koliko jih ti daješ ven? Tako vsakodnevno, ali to 3-krat na mesec, ali v kakšnih številkah to govorimo? Načeloma je vsak dan ali pa vsak drug dan ena objava. Aha. Potem imaš pa še pay-per-view, en si se tako reče. V glavnem ti plačajo za posebej objave, ki jih dobijo pa v zasebno sporočilo, tisti je pa 1 do 2 na teden. Ampak je pa spet tako, veš, več, ko se jaz trudim, več, ko delam, več, ko posnamem, več folk kup, Aha. več dobiš.
Okay. A lahko je za ceno vprašam, ne konkretno tvojo, ampak čistko, da enkrat, ne vem, pač ti se gibljaš v teh krogih, poznaš, veš, koliko imaš ti ceno, koliko imajo mogoče nekdo, ki se zdaj odloči in pride na tržišče, ampak koliko so ti okviri povprečno na mesec, od do. Pa ne govorim zdaj, ko vidimo članek zaslužila milijon ali pa 10 milijonov v enem mesecu, ne vem, zdaj glih bilo neka tujka, ja, ne vem, zdaj sem glih videla sem en članek, ampak tako, recimo v Sloveniji, koliko je od do, recimo, varira mesečno, vem, da je verjetno odvisno od števila objav, števila followerjev, ampak tako, je to 3 evre do 3000 evrov, je to od 300 evrov do 30 000 evrov, ne vem, jaz nimam sploh feelinga, res nimam feelinga. Jaz tudi ne. Ja, ker se s puncami ne družim. Pa ne, da se ne bi hotela z njimi družiti, ampak jaz tisto krizo z depresijo, ki sem imela, sem svoj krog ful zmanjšala. In tudi ne hodim več ven tok, šla sem ven iz teh skupin, ker se mi pač ne da z dramo ukvarjati, kar se tam dogaja. Z kakšnih skupin? Ja, iz teh OnlyFans skupin, ko se punce povezujejo, pa si pomagajo, pa bla, bla, bla. Okay. Jaz recimo bom vedno hvaležna Kseniji Kranjc, čeprav me ima zdaj meni si posod blokirano, da mi je takrat pomagala, da me je spodbudila, da mi je dala par nasvetov, da sem jaz lahko to zafurala, pa da sem zafurala, veš, zagnala. Ja. Pa da sem zgubila ta ne strah, ampak odpor. A veš, da sem jaz svoj šef, da jaz naredim tisto, kar hočem, tako, kot hočem, brez da je nek pritisk. Da tudi, če mi tam nekdo skozi piše, dej pokaž, dej to, dej uno, dej tretje. Ne, stari. Jaz si sklopam telefon in te ni več. A veš, zato se mi ne ljubi z drugimi ukvarjati, pa z dramami, zaradi tega, ker je ljubosumje. In ker ženske pravijo, ti si mi ukradla to idejo, ti si mi ukradla to, ti si naredila to. In ko sem jaz to 3 ali pa 4 leta nazaj videla, sem rekla, ajde, ven skupine, ne ljub se mi. Pač jaz rada delam zase, jaz sem v to šla zato, da sem sama sebi svoj šef, da mi ni treba iti v službo, pa ne, da je kaj narobe službo. Sem jaz, če bi šla v službo, meni se doma ne bi ljubilo toliko delati. Probala sem 1 let pa pol, odpeljal me je rešilci in ne bom več na tak način, ker ali imam kmetijo, ali imam pa normalno službo. Oboje... A pa z rančem tudi zaslužiš? Tudi. Nisem tako, da ti je za pač hobi V varianta. bistvu z OnlyFansom skušam prijeti toliko daleč, da bo ranč enkrat ratu samooskrben, oziroma da bom lahko... Od tega živela? Ja, in jaz in vse živali. Okay. Ker recimo zdaj sam ranč z financami, kakor jih dobim, preskrbi mene 70%. Samo pač kmetijo, brez da je še kaj zame ostane, ali pa brez da lahko kaj našparam, ne vem, da se kaj na nov zgradi, da se kaj popravi, kakorkoli, ne? In zato imam pa OnlyFans zraven, da mi to lepo pokrije, plus da ostane meni, ker meni ful pomeni, da gremo vsak let za 14 dni na morje in jaz hočem za 14 dni na morje. Tudi če je to najcenejši kemp, jaz rabam tam videti morje, pa tukaj travarco, pa 14 dni, da nič ne razmišljam. Sem se, da bo rekla pa sončni zahod, pa rekla pa travarco, okej, v redu, ja. Mislim, da smo tle tudi 3 take, ki nam to paše. Doskrat se s kakšnimi prijateljicami hecamo, ali pa tudi slišali smo, sploh še mlade punce se to pogovarjajo, saj jaz bi šla pa na OnlyFans samo zato, da bi stopala slikala ali pa prste in bi od tega služila na milijone. A se dejansko lahko od nekih stopal, da bi zdaj kar vsaka druga ženska to fotkala, da bi se služili milijone? Najbrž. Če znaš prodati, ja. Če pa sam slike gor dal, je pa tako, kot tistele slika tam gor, kaj ta ne, ta je reklama, ta je moj boljš, una tam, nič ne moreš prodati. Še tiste lizike ne moreš prodati, če je samo slika, recimo. Kaj pa, ko ti se odločiš, ne vem, da bi se zdaj odločila imeti OnlyFans, najbrž noben, mislim, se ne subscribe tako, kaj ljudje vejo, da si ti naredil zdaj to platformo. Moraš to nek promovirati ali kva? Ali punce to delajo na Instagramih? Jaz to spet malo težje rečem zaradi tega, ker jaz sebe prodajam, zaradi tega, ker imam neko javno ime. Jaz moje sledilce jih nikoli ne bi dobila, če se ne bi javno izpostavila. In v bistvu je vse, kar delam na podlagi tega, kar sem prikazala v medijih. Mislim, na začetku sem bila bolj divjak, pa bolj histerik, pa sem se pa z leti počasi umirila, glih zahvaljujoč tega, ko sem se bila na televiziji, pa sem si rekla, fak, stari, če me drugi tako vidijo, kot sem jaz zdaj sebe. In pa rasteš na nek način, ne? In tudi tvoji sledilci na nek način postajajo drugi, niso skozi isti, ne? Kaj pa recimo nekdo, ki se še ni naročil na tvoj profil, kako on pol to vidi? On sam ve, kaj število objav, ali vidi tudi, koliko ljudi je naročenih, oziroma kaj... Ne, sam število objav meni se zdi, da se vidi. Aha, in to jih najbrž tudi doskrat prepriča, če vidijo, da je ful število objav, te pol to nekako, mislim, jih žene, da... Nisem še nobenega vprašala. Aha, okej. Ne bi vedela, iskreno, res ne bi vedela.
Okay. Je pa del OnlyFansa recimo tudi full komunikacija. Ne? Tukaj jaz zelo šepam, ker saj sem komunikativna, ampak tako v mojem krogu ljudi, ki je zelo mečken, tako pa veš, se moraš full tipkati, full se moraš pogovarjati. S temi ljudmi Ja, moraš se subscribajo. Ja, razumeti njihove želje, poslušati njihove želje, jim ustrežiti o tem. Fakt, to ne bi bilo za me. Jaz pol tako bi 3 dni pustila, pa bila pora, ja, fakt, moram še odpisati. Ja, a veš, ni denar, ki pride kar samo od sebe, a ne? To bo kar 15 ga pol. Ja, misliš, da ti sam daš sliko gor in je stvar zaključena, ampak ni, ne? A veš, pri vsaki službi moraš dati sebe noter, ne? Pa svojo energijo, ker kakor sem že prej rekla, slike imaš ti na Googlu, na Pornhubu, posod imaš. Ki so v bistvu dostopne brez da plačaš, ne? In kaj v bistvu, recimo, te privat pogovori, pol moraš ti njemu posebej slike pošiljaš, oziroma se tudi... Je to dodatno plača, ne? Oziroma kaj, kakor sekstata se, ali kako? Ja, mislim, da je to ta prava beseda. Okay. Ta sexting, kao, Sexting, ja. da ti njega skozi malo pališ, malo ga pustiš v pričakovanju in vse. Ampak recimo tukaj je zelo zanimivo, da z mrskiri imam čist normalen pogovor. Skoraj tako, kot se mi zdaj pogovarjamo, ni nič seksualnega, čist življenjsko, mrskiri recimo tudi malo po jamru glede žene, pa kak odnos mata, pa kako se lahko to izboljša. Tako. V bistvu si kaj ena terapeutka, kako prej za šankom. Sam, da ne rabiš videti teh ljudi. A pa ti vidiš te ljudi, mislim, vidiš tudi njihovo sliko, pa veš, s kom se pogovarjaš, ali nimaš pojma? Če pošljajo, ja. Aha, pa ponavadi jo pošle, mislim... Tako, kar kdo. Aha. Ni tako, da ima ikonco, pa nek profil, pa pol ta ikonca ima sliko, ne? Ne. Mislim, lahko si naredi, sam večino ima rada in anonimnost, ne? Aha, valjda je. In iskreno je tudi meni lažje, če je anonimnost, zaradi tega, ker pa si lahko jaz tudi v glavi naredim svojo sliko, ne? Kaj pa tvoj partner? Prosti, 4 leta si rekla, da si z njim, pa glih, kaj je Lara rekla, pač pol je ta sexting pri nekaterih ne. A on nima težav s tem? A ti nimaš težav s tem, da to delaš, ali si ti dejansko lahko rečeš, to je job? In pač nikoli nima ta trend zaradi tega, ker bi pač, tudi če te on razume, pa podpira, pa ve, da to delaš za kmetijo, pa da ne boš prestopila, pač, ja. veš, ljudje določeni pravijo, da je to že varanje. Pustimo, da on ve. Ne, zdaj, ne, ampak tudi, če veš, boli lahko. Zato sprašujem, ne? On je mene spoznal, ker sem jaz že imela 1 let OnlyFans. Aha, in sem mu rekla, nimam plana imeti otrok, ampak če se bo zgodilo, ne vem, kako bom reagirala. Imam OnlyFans, pa nimam ga namena skenslati. Pa imam kmetijo, kjer bom, če bo vse posreč do smrti. Zdaj, če to lahko sprejmaš, se lahko pač naprej družba in spoznavava, da bova happily ever after, ali pa pač imava na en sam seks, ali pa se mogoče danes zadnjič vidva, ne? Malo lepše sem to povedala, ker Ja, to je bilo zdaj skrajšeno. Ampak ja, nisem tako na direkt, ampak ja, tako je bilo. Okay. Karte na mizo torej si dala. Ja, zato, ka, veš, zakaj bi nekoga puščal v negotovosti? Ja, ne, A veš, fair. Ja, life mineva, pač mi imamo na tem svetu sam recimo 70-80 let, kvalitetnih, eni bolj, eni manj, zakaj bi pol zapravljal čas za neki? A veš, za neki, kar mogoče bo, ali pa da enega skozi zavajaš, pa čez 5 let, jaz sem pa mislil imeti že otroke, zakaj pa nimava otrok. Ja, ne vem, zato, ker jih jaz nikoli nisem imela plana imeti. Ja, se to. Ja, A veš, in potem to je pomembna debata. Sploh pri teh letih, ki si že na unem času, da bi mogoče pa jih že imel, ne? Čist na kratko bom skočila v tolo debato. Poslušajte tole, če ste med tistimi, ki ste konstantno izčrpani, brez energije, pod stresom, v bistvu čutite neko kronično utrujenost, opažate pri sebi težave s kožo, z lasmi, mogoče z cepljenjem nohtov, lomljenjem nohtov, zna biti, da vam primanjkuje vitamina B. In ja, obstaja prehransko dopolnilo tudi za to stvar. Najboljši B-kompleks od Vitamin Klinika, v bistvu nekako v novi podobi, v novi embalaži s še izboljšanimi formulacijami, kakšnimi si lahko preberete spodaj v opisu. Jaz vam povem sem še, da lahko izkoristite tudi našo kodo TDM15, pa ne sem na ta izdelek, ampak na katerikoli izdelek iz te linije Nordic, ki jo imajo. Tako da, veselo nakupovanje. Zdaj pa se vrnemo k naši današnji gosti. Ok, ampak rekla si, ja, da se te partner, da si mu že takrat povedala, to, 3 pogoji so, mislim pač 3 stvari so pri meni, ki jih moraš vzeti v zakup. Ampak jaz tudi rečem, kaj. Ja, pa pol. Ampak veš, imaš slab dan. Ne? Razumem, rekel je takrat ja, je to sprejel,
Ampak to še vedno ne pomeni, da mogoče ne bi prišel nek tip, s katerim bi se pa ti mogoče bolj ukvarjala, pa ne zaradi tega, ker bi ti bil bolj všeč, ali pa bi ti mogoče dejansko lahko dobil pa nekdo, ne pravim vizualno, če ne pošlje sliko, ampak simpatičen. Veš, ko se dopisuješ nekdo ti je... Ali pa idealen scenarij, pošle sliko, dobro zgleda, tipkaš se, ful je dober, ful se ujameš. Smisel za humor, ne vem. Tako da je nekdo, ki je kul, pa ti ne bi nič mislila z njim, nič ne bi šla v uno smer, ampak mogoče bi ono pazil, ali pa tako, ali pa da se ti nekaj z nasmeškom odpišeš, pa nekaj pa bi ga zabolel, pa ti nikoli ni siknil v teh, me razumeš, nočem, v teh 4 letih, da bi ga mater pa špikalno, veš to, da ti to počneš. Enkrat sva imela eno debato glede njegovega šihta, o katerem mi sicer ni, da bi govorila, ampak ko sem mu jaz nekaj rekla, je on meni nazaj rekel, ja, sej, da bi jaz te rekel, da ti pa delaš za OnlyFansa, ne? In to je bilo vse. Zdaj, jaz ne moram kontrolirati svoje mimike, ki se dopisujem, ker ti padaš v scenarij. Ampak jaz, tudi če vem, s kom se pogovarjam, je to zame kot, a veš, kot knjiga, ki jo bereš, pa se poistovetiš z glavnim likom in ti bereš, kot da si glaven lik. Ne vem, koliko ste kaj zabrani, ampak jaz, ko padam v knjigo, jaz vidim vse kot ta prva oseba, ki to opisuje. In meni je OnlyFans na isti ravni. Ne jemljem jaz njih osebno, čeprav priznam, da kakšnega recimo včasih tudi malo pogrešam, ker gre za par mesecev, pa pride nazaj, pa mi je ful fajn, zaradi tega, ker ima, veš, normalne debate, človeške debate, ampak tudi enkrat v vsem tem cajtu nisem pomislila, da bi se s kom dobila. Aha, ok. Sem pa nekoga spoznala, ki je bil gor, na OnlyFansu predtem, pa smo se po na morju spoznali, in smo ga ful pil, cel teden skupaj, to je bilo dober, in sva še zdaj prijatelji. Nisva tako, veš, neki ekstra, ni mi tu nikoli naprej metu, mi je rekel, da pač njemu ne bi bilo glih kul, da bi imel žensko, ki ima OnlyFans, ampak da mu je ful zanimiv, da me v živo spoznal, ker se oni si tudi zares ne predstavljajo, kakšen si ti v živo, ne? Ampak mi recimo veliko pomeni, da sva ohranila nek čist človeški stik, nevezano na tist, kar je bilo na OnlyFansu, ker v bistvu tudi ne vem, kdo je bil gor. Pač sem rekel, da je bil gor in da mu je bilo čisto zanimiv in da mu je zdaj še bolj zanimiv, ker me v živo spozna pač tako, kot sem v resnica, ne? A pa je bil tvoj subscriber? Ali pa če je samo bil? Ja, A je tvoj? Aha, ok. Ampak prej si rekla, sem tako, ko si pač zato ne, na kakšen način ti to počneš, pa to, ampak zdaj, mi smo imeli tukaj pred časom pač eno gostjo iz društva Ključ, ki so Polona Kovač, ki se ukvarja sicer bolj s prostitucijo v Sloveniji, ki se dogaja, pa zlorabami otrok, pa tako, kjer je pa ona recimo rekla, da mogoče punce dekleta, ki so prišle ali pa so se potem oglasile, ne, da ta OnlyFans se tudi promovira kot ena super platforma, govorim, ne, tako imajo feeling te punce, ko je ena super platforma, greš, zaslužiš malo za džeparac, ne rabiš, da je glih kmetije, ne, dejmo, da se pa ne zavedajo nevarnosti, da prideš gor, da te mogoče slej, ko prej začne lahko nekdo, ki je mal starejši, pa mal, dejmo reči, pametnejši ali pa večji manipulator, da se začne izsiljevati lahko, da lahko padeš v hudo depro, ne vem, ker reče, jaz bom pa povedal, da si gor, nekateri tudi skrivajo, se sama veš, ne, da so gor, da je ful enih nevarnosti in pač, ja, uspe nekaterim, da služijo s tem, večina pa ne, mislim, večina pa mogoče nekaj zasluži ali pa tudi ne, in da je ful velik nevarnosti gor, da ni tako sem shiny, happy, kakor nekateri probajo pokazati, da je. Kaj bi ti rekla na to, no? Se pravi, to so bile njene besede takrat, ko je opozarjala, da uspe eni, glih je bila takrat ona pretepena v Dubaju. Pač ena, ki je bila na OnlyFansu, so jo počakali in so jo pretepli. Se pravi, da ni vse tako glori in da je veliko enega dreka zadi lahko. In pimpov in vsega. To ni dosti drugače kot kripto. Okay. Veš, pri kripto zelo veliko folka nas je probal, pa zelo malo jih je tudi dejansko uspel. In isto imaš ti pri OnlyFansu. To je milijone folka, ki jih je gor, ampak, kakor si reka, če ti nisi dosti postavljen pri sebi, da se znaš držati svojih mej, da poznaš svoje meje, svoj jaz, da si nekako res postavljena oseba, te folk ful hitro zmanipulira. Ker te prepriča, da je ta flaša tukaj rdeča in da če boš ti rekel karkoli drugega, te bo on, a veš, še naprej. Ne, to je tako, to jaz hočem, to je ono. In pa so te največkrat znarjan, ker folk najbolj pali na denar, reče, dej pa ti bom toliko plačal, veš pa ti bom na račun plačal in ti, kaj enemu plačaš na račun, direkt dobiš njegov naslova, ne? Ker ti na OnlyFansu nimaš svojih osebnih podatkov, imajo jih oni, dobi jih pa tudi furs, valjda, če hoče, ne. Ker imeli smo okoli tega ful sranja. Aha, ja, to sem slišala. Pa zdaj plačujete davke? Ja, se jih si že... Sorry, sem pač ne vem, nisem spremljala, res, hvala. Ja, jaz si jih že kar dolg cajta, ker sta imela SP.
Aha, ok. Pač nekako moraš državi poravnati njene račune, ker drugače te država... Ja, Ne. kaznuje. Ja, lahko greš v Bosno odpreti račun, ampak nikoli. Ampak ja, kar se teh stvari tiče, sem slišala, takrat še čisto na začetku, ko sem bila še v teh skupinah, da so punce tudi v Sloveniji počakali, ker so imele recimo firmo, ker če imaš ti firmo, je tudi tvoj naslov tam, in niso imele na svoj naslov, ampak od staršev, da je prišel folk na vrata od staršev trkati. A veš, če ti takoj ne postaviš meje, ne bomo se nikoli videli, nikoli ne bo nič v živo, ne konc, in tudi če nekoga v živo srečaš, ti moraš to mejo takoj postaviti. Ni to tukaj, ja pa veš, pa ena izjema, ker enkrat ena izjema je zid podrt. Ne moreš se ti nazaj potegniti. In še če naletiš na pravo osebo, si Ja, lahko taki- fajn na srkova, ne. In takih oseb je zelo veliko. Ampak, veš, to je Lara fora, da mislim feeling, sploh, ko se s temi mlajšimi pogovarjaš. Ne zdaj, če bi jaz hotela iti na OnlyFans, jaz bi šla z drugim razlogom. Za recepte. Že bi se ego nabijala, ne vem. In ko bi imela enega subscriberja, bi rekla, aj 9. To bi bil Klemen. Pa naj mu ne povedala, njemu bi šla bar pokazati, le imam ga. Ne, čakaj, nisem to hotela, so nekaj zaprkati. Ampak hočem reči, da ful velik punc se mi zdi sploh teh tam mlajših, pa ne mislim niti ne vajna generacija oziroma tle, ampak še mlajši. 15, Je pač ne vem, jaz... Osnovna šola tudi, konec Ja, koncev. jaz imam skozi feeling, da punce mislijo, da bojo slikale res tako neka fama je ratela okoli tega, slikala si bom stopalca in imela bom, nam rekla, milijon, ampak imela bom 300 denar. evrov. 300 evrov na mesec. Ja. Pač, mislim, a lahko enkrat razpucamo, a je tako easy, kad si ga grem jutar odprt. Majke mi moje. Jaz Pa ne še- maram Ja, stopal. se rekla, kukar znaš prodajati. Ja, če jaz prav razumem. še nisem slišala, da bi bilo tako easy. No, vidite, ni tako easy. Pač prav za niti en primer, razen pa tisti, ki so res ful slavni, ali pa tisti, ki smo svojo, niti ne slavo v mojemu primeru, ampak bolj prepoznanost izkoristili. Drugač ni simpel. Ni se simpel dati na trg. Ti imaš milijon stopal, ki so že na internetu. Kako boš ti prepričal, da bo pa glih tvoja zanimiva? Ja. Veš, kako boš ti prepričal, da bo glih tvoja rit tako zanimiva? Veš, ne moreš se dati kar tatuja na rit, pa štempel, pa moja rit je zanimiva. To folk, a veš, ne pali. Moraš znati prodati, moraš znati uporabljati algoritme. In tukaj jaz jih ne znam, ker če bi znala, bi mi šlo ful boljš. Ampak recimo imaš, to je zdaj tako malo pereča tema, kar bom rekla, oziroma kiro debato bom začela, ampak imaš ta združenja oziroma ne vem, kako bi temu rekel, ko imaš enega zvodnika, ki ni izvodnik ta prav, in ima pod sabo, ne vem, 5-10 punc, ali pa še več. Se je javno izpostavil. Ja. Ja. Dolgo tega, ja. In, a veš, jim ti rihtaš algoritme, da so zanimivi, da so gledani, one pa njemu v bistvu samo pošiljajo svoje vsebine in tisto, kar on Oni pa naroči, prodajajo v bistvu, one naredijo, ja, in on prek njihovih profilov prodaja, ampak koliko To si na vzame tem... procente, verjetno on si najbolj. Ja, valjda. Ja, samo vprašanje je košne. Veš, kaj ti moraš vedeti, da ti država pobere svoje, OnlyFans ti pobere svoje, pa da ti potem še nekdo, posrednik, pobere svoje. Koliko ti ostane? Plus to, da tvoj telo nikoli več ni tvoj, zaradi tega, ker on določa, ali pa pač oni, ali pa ona, Kaj moraš kakorkoli, delati. kaj moraš delati, kaj moraš posneti, na kak način hočejo stranke videti in tako naprej. Sem poljetko kot zvodnik, kot pač, ne vem, pimp, ko ga imajo, sem da pač je na drugačen Na način. spletu. Ja, ena taka siva cona je, ki noben v bistvu ne more nič, A ni ampak kaznivo to? ne, siva cona je. Kukar rekla, ja. Ja. Je sporno, ampak zaenkrat še ni Ja. kaznivo, ne? Če jaz prav razumem. Štekam. Ampak to je super za tistega, ki si izmislil, da lahko to izkorišča. Sam jaz bi tukaj te punce vprašala, koliko so one zares svobodne. Pač meni to ful pomeni moja svoboda, jaz si tu ne morem pomagati. Jaz, Ti sama kontroliraš, s kom se boš pogovarjala, pa Tako najbrž, je. ne vem, si tudi že koga odstranila, pa mu nisi odgovorila, predvidevam. tudi ja. No. Kakšni ima tudi že 15 profilov na Instagramu blokirane, ker si kar novega naredi in pač A ti butasto, kar je, z istim vprašanjem, pa z istim imenom ven pride. Valjda ti ne bom odpisala. A ti na Instagram tudi najedajo? Tudi včasih. Sam folk se na Instagramu kar navada, da je zelo redko odpišem, a ne Lara. Ja, Ja, vemo, vsi. Vsi smo sodelovali v teh vajnih pogovorih. Pač jaz sem zato res grozna, ker imam vsa obvestila, imam skenslana za povsod. Edino na Twitterju mi včasih kaj uspe vmes pridati.
Res, ko pogledam, shit, to je bilo že 2 dni nazaj. Jaz sem vesela, da si prišla. Ne? Ampak ker sem morala reči za te punce, pa kukor je takrat Polona Kovač, če se prav spomnim, rekla je pa tudi, da doskrat sploh te mlade punce mislijo, malo bom stopala, slikala, pa ajde, že to smo ugotovili, da očitno iz tega, Glede na to, iz te muke ne bo kruha, Ja. ne, če se noš ti ful trudu, ampak tudi je omenjala takrat, da ajde, prvo se začne stopali, pa lahko priješ na enega manipulatorja, nekoga starejšega. in Vsak pa zahtevajo več, bodo in zahtevali več, in več. In pač ne znajo punce reči stop. Ja. Večina njih. Sploh mladi, veš, ti si že vse tako odrasla, tudi pa hormoni malo. si bila Jaz sem stara, to ko si začela z začela. 28. Z 28 si bila stara, ko si začela, no. To sem jaz zdaj. Evo, sem zdaj saj tule. ti začeti. Ej, Pa ne vem. Jaz imam še ne 3 vprašanja, ampak moram eno staro vprašati. Ja. A je vredno? Meni ja. Zaradi tega, ker meni v bistvu toliko mi pomeni ta ideja, ko jo naprej furam, da bi lahko ustvarila iz kmetije in iz ranča nekaj, kar bom lahko živela od tega, da bom imela turistično jahanje, da bom imela rojstne dneve za otroke, a veš, da bo šlo vse v bistvu v okviru konj, pa da bojo krave pa koze, ki so v bistvu za meso pa za mleko, da bojo bolj zame, ne toliko za prodajo in da bom lahko iz te naše res stare kmetije, z več kot 150 let, naredila nekaj tašnega, da bo folk tudi privlačal prijeti tja, ker ti, če hočeš nekaj narediti, moraš vzeti kredit. In jaz nisem pripravljena vzeti, ne vem, 150-200 evrov kredita, da to zrihtam in da pol do smrt moram delati pa grist, boh ne daj, da mi kaj zagusti, ko bo šlo vse v franže, nisem pripravljena tega narediti. To, kar se tiče Slovenije in kmetij in podpore temu, je pa tudi druga zgodba. Ne? Ja, pač ti, če v štartu nisi velik kmet, ne boš dobil toliko subvencij, da boš lahko nekaj naredil. In če nimaš v štartu staršev, jaz imam to srečo, da se je mami tako poročila, da smo na tej kmetiji, kakor smo. Ampak vsa oprema je ful stara, štala je ful stara, toplar je ful star. Pač sej furam, kakor furam, ampak ne gre to, da bi lahko iz tega tudi začel služiti, brez da nekaj imaš. In jaz nisem pripravljena iti v kredit, da se zapufam in raj furam OnlyFans, kakor cajta bo šlo, da lahko saj toliko zaštartam, da potem iz tega začnem služiti. A veš, da bo kul. Če bi imela hčerko, prosti, Ja. pa bi ti ta rekla, da bi odprla OnlyFans. Kaj bi rekla? Vem, da si rekla, da zdaj za otroke ne pač trenutno, ampak recimo, da se vam rodi hčerka, stara je, ne vem, kdaj danes se odločajo za to. 12. 16, ne, da bom rekla 16, evo, da ni glih otrok. Okej. To je otrok, še za moje pojme še vedno. 16 let in bi rekla, mami, jaz bom se tudi odločila, da bom odprla OnlyFans ali pa nekaj, kar bo takrat popularno. Kaj bi ti rekla danes, glede na to, da veš, kako je gor in kaj se dogaja zadaj in spredaj in tako. Zelo težko dam ta prav odgovor, ker dokler nisi v situaciji, si lahko pameten. Okay. A veš, ne vem, če bi jaz znala, tudi, ne vem, dolgo cajta sem bila prepričana, da če bom noseča, da bom naredila splav. A veš, ampak, ker si v tisti situaciji, ne razmišljaš več isto. In jaz, če bi imela svojega otroka, Kaj bi mu v tem trenutku rekla? Vem, da potem se drugače mogoče počutiš, ko gledaš otroka zraven sebe, ker nisi v tej situaciji, ne veš. Ja. Ampak če bi zdaj tako iz tega, kar si rekla, mogla ji reči, bi ti rekla, mami, jaz bi to odprla, kaj ti praviš, tako, ko si šla ti svojo mamo konec koncev vprašati, kaj misliš, da bi v tem trenutku odgovorila, se splača, raj ne, ti bomo drugače pomagati, če se da. ja, ful je razlika, si star 28-16, pa če imaš že nek svoj življenje postavljen, pa da veš, kaj hočeš, pa kaj nočeš. Če bi ti Pa po da si nekaj 16 že rekla, probil v lifeu. Ja, če bi jaz pri 16 rekla, po mojem mami, ker po mojem internet izklopljam, pa telefon vzela, isto Nokia 3310, Jaz nisem imela besede tudi pro 18, zares ne. Ja. Itak nisem imela svojega avta, če sem hotla kam iti, sem si ga mogla sposoditi od njih, a veš, tako da na koncu je vedno obveljala ta, dokler te mi preživljamo, bo tako, kam jaz rekla, tako da, če už da je rabla, ta dela zelo dobro. Ja, pa kar je rekla, pač se mi zdi, itak se tukaj vedno pogovarjamo. Ja, pač pogovor je tista glavna stvar. Ja. Če se ti z otrokom pogovarja, se mi zdi tudi doskrat v katerih slovenskih družinah je problem že zato, ker se ne pogovarjamo dosti o tej spolni vzgoji na splošno in na splošno o nekih, ja, nič. In delamo, se še vedno delamo, kakor da je to nek tabu, a ne.
In tudi zaradi tega ima marsikera punca tak odnos do tega, da si misli, jaz sem pa OnlyFans naredila. Pa ne, veš, zakaj sem te mogoče vprašala? Lari si napisala na SMS, ko si odgovorila, da bi pač rada povedala svojo zgodbo, zakaj se ti za to odločila, veš, da ni to samo pač, kaj se gor dogaja, pa ne vem, najbolj čudne ponudbe, ki si jih dobila, ali pa prošnje. No, to moraš povedati, to me zanima, kaj ljudje zahtevajo. Ampak, a veš, napisala si, da te moti, da te ljudje vidijo, mislim, da je prav, da je bilo to, da te vidijo kot kurbo iz OnlyFansa. To sem takrat, kadar jim kontriram nekaj, kar jim ne paše in nimajo drugega več za reči. No, ampak, a veš, recimo, jaz svojemu otroku ne bi želela, jaz ne bi pustila, da gre na OnlyFans, valjda, probala bi jo, ne, z pogovorom, se tudi pogovarjamo doma, že zdaj pa je 4 leta stara, ampak meni ne bi bilo kul, ker vem, da jo, se pa ne vem, kaj bi bila situacija. Ne vem, lahko bi bila oba na smrt bolna, ona ne bi imela, veš se tako, kot si rekla, ampak ne bi si želela. Če lahko pač ji prehranim vsaj eno nevarnost, pa vem, da jo ne moremo vato zaviti, pa v celofan, pa da to ne gre tako, pač tako ljubica mater vola, ne, a veš, zakaj si to hočeš, kaj druge tvoje sošolke to delajo, mislim, kaj si premalo imaš pozornosti, kaj, ne vem, a veš, tako, zakaj bi to rada, ne, ampak mi ne bi bilo kul, meni ne bi bilo kul, zato sem te vprašala in pač ja preprečati ne moreš. Fakt, na skrivaj lahko to naredi, ne, ampak tako. Čist verjamem, ampak jaz ti to težko odgovorim. Ne, si tako lepo odgovorila, veš. Ne, a veš, jaz pri svojih 16, 20 nisem imela tega razmišljanja, niti tega nismo poznali, niti nisem nikoli razmišljala, da bi svoj telo prodala fizično nekomu. Pa so vedno ponudbe. Pa ženske to, če ne drugega, dobimo, ne vem, na Instagramu, na Facebooku, kjerkoli za sebca, mrskej dobimo vse praktično, ne. Ampak nikoli nisem na to pomislila sam. Jaz sem, ko sem bila mlada, sem začela denar ceniti zaradi parih stvari, ki sva jih imela z očetom. Pa potem, ker sem bila 18, ne, in ko si 18, lahko delaš, kar hočeš. Sam si hodila pa v srednjo? Prvo veterina, pa živilsko prehrambena. Ampak jaz sem si takrat kupila žrebca. To je bilo 1 mesec, po mojem 18. rojstnem dnevu. In jaz sem tega žrebca hotela imeti in sem rekla, mami, jaz sem čez 14 dni sem dosti stara. Si rekla, ko boš 18, pa delala, kar boš hotela. In sem našparala z tistega žrebca, prodala sem eno žrebico, ker sem vedela, da pač zame nima perspektive. Jaz sem tistega kojna hotla, sem rekla, mami, sem še prevoz rabam. In ona si tako postala in rekla, prav, ampak je to pa čist sam tvoj strošek. In če ne boš za kaj imela, pač ga boš mogla prodati. In jaz sem... Odgovornost. Ja, do 21. leta sem bila v srednji šoli, ker sem vmes zamenjala šolo, pa sem pač padla, ne mora biti drugače. In sem dala ves denar od tega kojna res butast, če zdaj za nazaj pomislim, da bi šla ful več potvala, lahko bi ful imela lepše cune, pa dobro, zato mi nikoli ni neki ful bilo, ampak tako, če pomislim, kaj si zdaj mlade kupujejo, pa kako sem jaz svoj denar zapravila, najmanj se ne čevle, skoraj vedno manj črne čevle. In uneka sem imela takrat, so mi že razpadle, in sem rekla, mami, jaz nimam pač zdaj za superge, ne? Če sem imela trimanje za kojna, kupita pride rihtar, pač mi zmanjkal, nisem imela, ne. In me mami takrat palala v štacuno in je rekla, tele, mislim, da so bile okoli 18-20 evrov, te črne ti kupam, ker boš lahko imela za povsod. Pač ne bom te razvajala, ker veš, da si hodila med žrebca in če nimaš denarja zdaj za čevlje, te črne kle imaš in jih boš imela za povsod. In tako sem se jaz naučila pol denar tudi mirkati. Zaradi tega ful težko razmišljam na način, ko mlade punce zdaj razmišljajo sam, da bojo imela za žuranje, da bojo imela za make-up, da bojo imela za cune, pa za frizuro, pa za nohte, pa za... Sploh ne vem, pa vse zapravljajo in za trepalance že pri 14, pa kaj kurat rabaš trepalance pri 14. Se strinjam. A veš, jaz jih nimam, pa ne zato, ker nimam denarja za njih, ampak zato, ker sem si lepa taka, ker sem. Ok, roke bi lahko imela malo lepše, ampak če tako delaš, kot jaz, ne morejo biti, ne? Pač žal. Ampak, a veš, fileri... Rekla, da je včeraj 157 kg mesa, 175 kg mesa zrezala. Ja, to me je tako zanimivo, kakle so OnlyFans se pogovarjali. A to so zdaj, kaj razmišljala, da bi kaj tazga objavila, kaj ljudje imajo različne fetiše. Ja, mogoče bo zdaj od koga padla ideja. Zdaj ni še noben razmišljal o tem. Kaj pa boš s tem mesom, to smo nismo vprašali. Ja, proda se. Proda se. Rekla, da živi tudi od kmetije, ne? Prodajaš verjetno. Večino se proda. Za nas pa doma ostane toliko, da smo preskrbljeni. 2 leta damo vsak let v klavanco, zato da imamo zase meso, da ne rabaš kupiti. Ostalo se proda, da se vrne za pač oskrbo, pa za krmo. In isto pol delamo s kozjim mlekom. Kar rabimo zase, ostane pri nas, ostalo gre ali v skuto, ali v sire, ali pa pač direkt v prodajo, pa isto je pol tudi s kozjim mesom.
Zaradi tega, ker pač, če imaš kmetijo, nekaj moraš dobiti nazaj, ne moreš pa sam. To, kar ti je Lara rekla, če to zdaj dala na OnlyFans, kao special edition, neki z mesom, ne? Mislim, zato lahko tudi s paradajzi, meni je vse. Ampak čisto na to, kaj pa je bila najbolj čudna stvar? So te kdaj prosili? Ja, si hotla. Ne, v redu, no. Da ne bomo šli naprej, pa bomo spet nekaj resnega, to je klih zdaj zabavno. Ja, ne. Ali pa dve, ali pa tri. Meni daleč najbolj čudna stvar mi je bila, ker mi je enkrat nekdo rekel, nemam cel dan bele štumfke, pa pač kjerkoli hodam, pa tam, kaj jaz hodam, to res vse umažeš, pač ne moreš se ne umazati, če si na kmetih, in da mu naj potem tiste štumfke, da se dobiva, in da bo on mene sezul, in da bo on vzel štumfke, in tako, in jaz sem tako oprosti, ampak jaz to ne morem. Pač, že sam zato, ker je uživo, če bi on meni sam rekel, pošlj mi tiste štumfke, ni panike, tako kagatke, ni panike, lahko jaz te pošljem. A si že kdaj poslala? Ja. Druga pa ne. Pa sem lahko 5 novih kupila. Ja. Kolikrat bi se to doskrat pošiljaš? Zadnje cajte bolj redko. Aha. Ampak tudi zato, ker sem bila manj aktivna, da sem si vzela pol leta res tako malo na free, da sem nekatere druge stvari preluftala, da sem se malo spravila v red. Ampak ja, zakaj pa ne? Mislim, Ej, a si kdaj, se si rekla, si se sklopila iz teh grup, ne? Pač OnlyFans pa to. Ampak vlada kdaj mnenje med temi bejbami, če je kdo tako glup, da plačuje, mislim tako, da plačuje za te moje smrdljive štumfe ali pa gate ali pa neki, prav, naj jih ima. Se mi tako, koliko so tebi takrat ponujali? Meni se zdi celo na enem eventu si bila, kad je nekdo napisal, daj se zul žabe. Ja, 200 evrov ali pa ne vem, 400, 500 evrov za žabe. Ja, no, ne vem, jaz to ne moram, je to tako. Kaj je to tako? Ne bi, Pa ne. vem, da nimam stika s tem človekom, sam ne vem, tako... Pol si jaz predstavljam, kaj nekdo dela s temi žabami, ne moram. Ne si to predstavljati, to nima smisla, da si to predstavljaš. Ne, ampak je bilo smela kdaj to mentaliteto tako, da si rekla prav, če pa nekdo pripravljen dati 200, 300, 500 jurja za tiste moje umazane bele štumfe, ki sem gnoj kidala v njih, konc koncev, ne? Pa naj jih ima. Pa če je tak debil, da da Jurija, lej, jaz sem tega Jurija... Jaz sem to razmišljala, okej, dobro, sam ne vem, to mi je, ne vem. Ja, ne, vse tako me sem zanima, ali pač ti si rekel, imaš drugačen odnos, da se kdaj v teh krogih pojavljajo prav, če so pa pripravljeni plačati za tako malenkost, pa ful velik denarja, ker jim to ful rajca nekoga, naj imajo, se to je biznis zame. Mislim, ja, jaz na to gledam kot službo, ne kot na... A veš, ne kot na nek oseben odnos, čeprav z nekaterimi imaš oseben odnos, sicer samo tam, ko se tipkaš, ampak, veš, če nekdo pripravljen plačati, zakaj pa ne, veš, koliko bedari folk kup, ki so veliko bolj glupe od enih štumfov cel dan ponošenih. Ja, to, ja. A pol ponovati... Kaj, naprimer? Mislim, jaz sem zdaj na temu eno stvar kupila, ki se ne bi hvalila, ampak kaj? Ti pa povej, kaj prosto da povej. Ne, bo mogoče za novoletno darilo na firmi. Ja, okej. Ne, ja, se razumem, ampak... Pač, čisto za primer, če ti dam, imaš te slike, kaj so lepe, ne? Ampak ti imaš sliko, ki so samo barve počečkane, pa stane milijon. In folk to kup. Ali pa banano nalepljeno. Ja. Zelo tejpo. Kakaj je to umetnost, če bo čez 14 dni plesen gor? Ampak folk to plača. A ponovadi so eni nisti ljudje, ki naročajo te žabe ali pa gate? Ponovadi, ja. Je pol vedno... Pač to nek fetiš očitno. Njih je vedko gledati. Ja, veš, itak, oni ti plačajo na OnlyFansu, ne? Ker vse, kar gre ven iz OnlyFansa, kako ti to državi povedal, kako dal ti račun za ene štumfe? Ne moreš jih dati, ne? Mislim, in ti plačajo prek tizga in je stvar zaključena, ti pošleš in to je to. Mi je pa zanimivo, veš, ker ko imamo čas predsodke, ko misliš OnlyFans, kakšne punce so to gori, pa se stav pogovarjaš, ja, jaz sem razrezala 150 kilbesa, pa jaha. Ne, to tako zelo zrelo razlagaš o stvareh. Si mogoče ti imela občutek, mogoče pa ne bi s tem dovolj jaz zdaj zaslužila, pa bi se mogla ful bolj, pa več časa bi trajali, preden bi dobila ta cash ven, in si se pač takrat zavestno odločila, ne, tle imam pa zdaj eno opcijo, ki se mi pa zdi cool, OnlyFans, ki se mi pa zdi, da bo lažji. V bistvu sem jaz to začela samo zaradi tega coina, zaradi blujkata. In potem sem videla, da gre in sem šla naprej. Ampak pri meni je po moje šlo zgolj in samo zaradi tega, ker sem se pojavila na televiziji. Prepoznavna sem bila. Ja. In niti nisem rabila ful delati na promociji, na temu, da me folk spozna, ker itak so me vsi spoznali potem, da sem precej vročekrvna. Zdaj ne več to, ker hvala Bogu z leti malo odraščamo pa rastemo, ne?
Ampak ja, če bi lahko kaj spremenila, bi to, da bi lahko zavrtela cajt nazaj, pa bila takrat v prvem pa drugem letniku veterine bolj pametna, v smislu družbenih aktivnosti, ne kar se tiče šole, da bi imela zdaj recimo to pamet kaznaj, pa šolo dokončala, pa šla pa naprej za veterino. Čakam. Ker že zdaj ful stvari delam sama, kar se tiče veterinarstva. Tudi veterinarko, ki pokličem, Neva, a veš, ja, ti kar to pa sej bo kul, če pa ne bo kul, pa poklič. In bi ful rada imela to znanje, ampak zdaj v teh letih se nisem pripravljena več to učiti, ker zdaj se človek težje uči, kot včasno. Ja, vem, jaz se tudi ne predstavljam zdaj, da bi... Imam pa še eno vprašanje, drugače. Ja. Koliko časa recimo porabiš za dnevno? Za delo na kmetiji, pa koliko časa za to, da delaš vsebine za OnlyFans, pa a te še vedno slika ta kolega od takrat, od začetka? Ne, kolega me ne fotka več, Okay. ker nama je bilo kul, da sva se razšla, nisva bila skupaj, ampak pač, da so se najne poti razšle s tem, Okay. ker sem jaz začela s mojim fantom, vsaj pač vsem sva z unmo neki tok imela, da ne bi bilo fair do mojega. Razumem. Okay. In zdaj v bistvu me fotka kolega, znanc, s katerim nič nisva imela in tudi nikoli nič ne bova imela, on ve, kje so meje, moj ve, kdo me fotka in je stvar zaključena. Čeprav me tudi moj fotka, sam ni isto, a veš, če so čustva upletena. Jaz ne moram isto delati. Pa še eno vprašanje je bil. Koliko časa časa porabiš za kmetijo, pa za, ne vem, vsebine na Koliko ti gre to OnlyFansu? ur na dan, Ja. recimo, ali pa na teden? Ja, za fotkanje, recimo takrat, ko fotkam, je to 4-5 ur zihar, Okay? tako pa potem še za obdelavo fotka, ampak v povprečju, zdaj le malo manj, ampak prej, ko sem bila bolj aktivna na OnlyFansu, zdaj spet ratujem bolj aktivna, da boste vedeli. Ja. Zdaj spet recimo 2-3 ure na dan za OnlyFans, bolj 2 kot 3, tako bom rekla. Okay. Za kmetijo pa je kar tako cel dan pomalo Cel dan, ja. prčkaš. Ampak pa- je fajn, ko imaš svoj cajt. Zjutraj ti si mi danes poslala SMS, ful, zgodi, jaz grem takrat lulat, pa nazaj spat, pa to. Ne, jaz če bi prišla v 5 zjutraj v štalo, bi me vsi tako gledali. Ko pa ti zdaj hočeš? Enkrat vem, da sva šla z mojim na motor, ne vem kam že polet, in sva v 5 išla že rihtati, so bile koze, kratko so bile. Kaj zdaj to se tukaj dogaja? Zakaj je luč zunaj? To neč jim ni bilo jasno. Ponavadi pol. Ja, tam okoli 7-8. A ja, okej. Vse živali so lepo navajene, da dobijo tam med 8 pa 9 za jesti. Ponavajene, ja. Ja, ker koliko jih navadaš, ko imaš, ne? Dan, če pa prideš kasneje, poj pa poma, ne? Poj pa dretje, to mi ni všeč. In isto je zvečera, veš, folk prav za krave, če imaš molzance, da morajo 6 zjutraj biti pomolžene, pa v 6 zvečer. Ja, ne rabijo, ne? Ti, če boš navadil na 8, bo ona bila v 8 pomolžena. Ne rabiš, lahko si prilagodiš urnik. In jaz, ker ne hodim v službo, sem si tako prilagodila urnik, da mi je kul. Ker zakaj ne, če lahko? Ej, fotografa oziroma tega znanca, ki te fotka, moraš pa valjda pač plačati. Tako je. Ja, ok. Nič ni zastonj. Ja, se to. Še za kozarc vode moraš plačati včasih. Včasih res, ja. Sploh v kakšnih teh fancy restauracijah, ki imaš pogrinjek in potem... Jaz bi ti drugače dala zadnjo besedo, lej, tam imaš kamero, poznaš gledati v njo, ne? Dej, povej, kaj bi rekla vsem, ki se mogoče razmišljajo, da bi šla po tvoji poti. Ne, da imajo kmetijo, da bi odprle OnlyFans račun, kaj bi jim povedala, evo, čistko, pač od nas treh nima nobena izkušenj, nobena niti probavala, brez veze, da medve. Ja. Nekaj govorimo, no, metri nekaj govorimo. V bistvu mi je težko imeti to zadnjo besedo, ker se bo slišalo zelo kontra proti temu, kar sem jaz naredila. Ampak bodite pametne, sploh mlade punce. Pač to ni simpelnar. Vse, kar je simpel, je ponavadi nekaj narobe s tem. Zdaj, če ne veste zdaj tega, boste zvedeli malo kasneje. Ampak vedno se kaj izjebe, vedno imaš enega manipulatorja, ki te bo ali uničil, ali okoli obrnil, ali te pa toliko zavedel, da ne boš vedela, kje imaš rit pa glavo. To je najslabši primer. Lahko pa delaš po pameti, pa razmisel, kaj zares hočeš v življenju, pa kaj nočeš, plus kaj vse pripelje za sabo, ker ni samo to, da se izpostaviš, ampak so tudi pol komentarji. Nikoli pa nisi toliko zaščiten, da bi lahko rekel, karkoli bom naredila, ostane gor. Ni nujno, ker folk se je naučil delati screenshote, naučil se je delati posnetke videov in prej kasneje lahko vse pride na plano in če hočete biti skriti, mogoče niste tako zelo.
Zelo dober ja. zaključek. Čas mi rata. Ej, hvala ti. Meni je bilo Da ful si si zanimivo. vzela čas, no. Res. Mene je o tem ful fajn debatirati, zato ker meni to ni tabu. Meni spolnost, pa seks, pa intima, pa sama golota mi niso tabu, pa tudi niso mi grozni. Jaz ful podpiram folk, naj bo odprt do tega, da se pokaže, ampak da se pokaže na način kot človek, ne pa kot kurba. Ali pa ne pa, To je velika razlika, ja. mogoče ne kot kurba, ampak ne pa sam kot objekt. A veš, smo v teh cajtih, ker se ljudje preveč dojemamo kot objekt, kot seks objekt, kot denarni objekt, kot ne vem, neki, ampak smo pa ljudje. In tukaj se to velikokrat zgubi, ker na koncu lahko ostaneš sam še lutka za nekoga ali pa še slabši primer od nekoga. Lahko si pa lutka samo od sebe, ne? Pa imaš ful veliko kmetijo, pa ti gre ves denar za to, pa si tolčeš po glavu, zakaj še nisem bila na Baliju. Ja, res. Ej, tudi to bo. Vse ni treba, da zdaj lahko pa čez Boš malo 5 let več se posvetila OnlyFansu. Jaz to še nisem bila na Baliju. Jaz bi se še mogoče rekla za na konc, da razmislite tiste, ki razmišljate o tem, tudi, pa zdaj nočem biti pokroviteljska, ampak da okolje, v katerem živimo, ni, da jih nismo v sred New Yorka, da se tudi tam, ne, ampak da... Tam te ful lažje zaštiha, če jim ne daš, kar hočeš. Ampak nisem hotela reči, da pa ful lažje ljudje zvejo, to sem hotela reči. Nisem mislila, da boš. Ja. Da, pač ja, da... Slovenija je ena velika vas, no. Ja. Zaradi tega, to sem Ni hotela tako reči. simpel, kot se sliši. Ni tako simpel, kot se sliši in pač, da... Se zato pa pravim, da če misliš, da je skrit, ni skrita. Ne, Ja. ne moreš se ti toliko skrit, kot te lahko nekdo ven vrže. Pa če te že zdaj žreja bi ali ne bi, pol je ponavadi boljš, da ne bi, ker se lahko požreš do konca zaradi neke stvari, ki si jo naredil, pa jo boš enkrat kasneje obžaloval. Ti je nisi, ampak ti si imela razlog, to je velika razlika. Ja, Ja, ti to samo, da jaz sem bila že tudi dosti stara. No, Jaz sej sem to, že sej to imela- smo prej povedali, A veš, ne, zato pa to plis, zavednost. malo mečkam. Meni je to čist druga zgodba. Res. Pa postavljanje mej. Ne samo pa OnlyFansu, ampak v življenju nasploh. Bravo. Full folka skuša manipulirati, povsod, postav si mejo, tukaj stojiš in ko te nekdo izziva za mejo, razmisel, a je vredno iti čez mejo ali ni vredno iti čez mejo, ker ko si enkrat na drugi strani, nazaj ne boš šel nikoli več. Veš, jaz ne bi bila za OnlyFans, pa ne zato, kako to slabo zgledam. Veliko mi malo, ampak ko sem si rekla, da bom v tej oddaji sem en kozarc pila, pa ga nisem. Slabo sem si postavila mejo. Tako da bom naslednjič. Ajde. Na zdravje. Hvala. Čin. Hvala. Čau, čau. Tisti dnevi v mesecu.